Prvi ključna stvar so trgi. Ne? Če mi pogledamo strukturo našega izvoza, bomo hitro ugotovili, da 70–80% našega izvoza gre v Evropsko unijo in na trge bivše Jugoslavije. To seveda samo po sebi ni nič narobe, ampak pomeni, da je ta koncentracija precej velika, da smo relativno zelo odvisni od teh trgov, imamo pa na nek način je to logično, namreč Evropska unija je vendarle okoli sebe naredila eno trdnjavo, zunanjo trgovinsko in pa z valuto. In seveda tukaj so najmanjša tveganja, to je eden večjih trgov na svetu, približno 500 milijonski, z veliko kupno močjo. Če o njem govorijo v ZDA in na Kitajskem, ni čudno, da je za naše podjetnike tako zanimiv in z širitve Evropske unije smo to enostavno dobili. Je pa seveda problem, da če mi gremo na drug problem, strukturo našega izvoza po podjetjih, ugotovimo, da nekje 70% izvoza našega naredi 1300–1500 podjetij. Ostalih 98% 1300 podjetij. Ostalih 98 ali 97% vseh podjetij, ki so registrirana v Sloveniji, naredi približno 33% izvoza. Kar seveda pomeni, da če sem v prejšnji točki hotel povedati, da mora biti fokus na nekem širjenju tržišč, na diverzifikaciji tržišč, strah me je, da ne bi zdaj pa zaradi tega rekli, aha, Evropa ni v redu, Jugoslavija ni v redu, ne govorim tega, to so odlični trgi, če jih obvladamo, če smo tukaj konkurenčni, jih razvijajmo in vlagajmo tudi v njih, ampak dajmo se vprašati, kateri so še alternativni trgi, kam se lahko širimo. Potem tukaj na drugi točki seveda pridemo do tega, da če komu velja pomagati, potem je verjetno ta potencial majhnih in srednjih podjetij, v katere se velja usmeriti, velja dati subvencije, velja dati neka evropska sredstva, kakršnakoli sredstva bomo namenili, da jih spodbujamo, da jim pomagamo. Potem tukaj na drugi točki seveda pridemo do tega, da če komu velja pomagati, potem je verjetno ta potencial majhnih in srednjih podjetij, v katere se velja usmeriti, velja dati subvencije, velja dati neka evropska sredstva, kakršnakoli sredstva bomo namenili, da jih spodbujamo, da jim pomagamo. Gorenje verjetno ne rabi to vrstne pomoči, ono mogoče res rabi neko visoko politično pomoč, politične delegacije, rdeče preproge, prestiž, da tako rečem. To seveda ne pomeni, da bi se česa drugega branili, tudi jaz nisem tukaj, da bi govoril v njihovem imenu, ampak ta distinkcija mislim, da mora biti zelo jasna in potem je vsa debata okoli tega, zakaj to spodbujamo, zakaj to subvencioniramo, mislim, da lažja. Zato, da bi majhna in srednja podjetja stopila v ta krog izvoza, še več, da bi diverzificirala tudi trge. No, tretji velik problem, ki se ga je predsednica mogoče še najbolj dotaknila, je pa seveda struktura izvoza v smislu kvalitete produktov in storitev. Tisti izmed vas, ki mogoče ste že dlje časa spremljate, če se spomnite, ko so nastopili mlado ekonomisti, oni so imeli pravzaprav dva leitmotiva tam 2002–2003. Prvi leitmotiv njihov je bila Banka Slovenije, tečaj, inflacija in kaj to pomeni in zakaj preko tečaja in inflacije pomagamo delovnim intenzivnim panogam, namesto da bi jih silili v prestrukturiranje. In drugi njihov leitmotiv je bil, kakšna je struktura izvoza v smislu, takrat mislim, da je bil podatek, 5–6% celotnega izvoza sestavljajo visokotehnološki produkti. Jaz se zdaj moram opravičiti, sem tukaj prisotnim, nisem šel gledati zadnji podatek, ampak sem prepričan, da je okoli 10% danes. Ni nekaj dramatičnega napredka, seveda bom vesel, če bom ugotovil, da je 15%, ampak tudi to ni rešitev. Zdaj, tukaj pa verjetno gre za kup nekih drugih korakov, ne pa samo pravi sistem internacionalizacije, ne samo pravo subvencioniranje, ampak gre za vlaganje v raziskave in razvoj, gre za razvoj blagovnih znamk, gre za industrijski dizajn, etc. In mislim, da je tukaj večjo težišče in večja naloga, ki nas čaka, ker če bomo dosegli to, je seveda predsednica lepo povedala, če imaš odlični izdelek, boš verjetno marsikje prodajal, če nimaš odličnega izdelka, ti lahko subvencioniramo in pomagamo, kakor hočemo.